Ni lepo, da si zaspan, bodi vedno nasmejan, da bo zate srečen dan. Vem, da danes bo srečen dan, to zelo ljubiš že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se godi. To se godi. Na planini je živel, rad je stare pesmi pel, se življenja veselil, nogovica je popil, ko je prvič šel spet, si pripel rdeč je cvet, ki ga žujamo roko, mati dala je slovo, oče zgubljavi besed, bil je vajen dujce klet, sinu dal je v spomin zelen deči rožmarin in dejal, kodar hodil bo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda si. Kodar hodil bo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda si. Evo, to je to. Zdaj pa bi vam pravzaprav povedali, zakaj smo se danes zbrali. Nekateri seveda že veste. Pravijo oblastniki, da ni alternative, da ni programov, da ni ničesar, razen oni obstajajo. No, pa smo se našli nekateri ljudje, kateri razmišljamo svojo glavo in smo pripravili program Zedinjene Slovenije za izhod iz vse bolj zavožene moralne, finančne, gospodarske in socialne situacije v Republiki Sloveniji. Program se imenuje Zedinjena Slovenija. Potem se bo dalo tudi z vašim podpisom podpreti ta program, seveda, če se z njim strinjate. In bi kar za začetek povedal teh 7 točk, samo 7 jih je, katere je treba uresničiti, da pridemo iz te blodnje v temi. Nekateri vidimo na koncu tega tunela luč, nekateri pa jo boste gotovo videli vsak dan bolj. In rešitev je, da stopimo skupaj Slovenci, da se ne pustimo več deliti na leve in desne, ker to namerno počnejo že odkar je nastala ta država in nas seveda med sabo kregajo, delajo razdor, da tako lažje vladajo. Prva točka programa Slovenske narodne enotnosti Zedinjena Slovenija se glasi: predložitev dovoljšnega števila podpisov podpore Državnemu zboru Republike Slovenije za zahtevo za sprejetje zakona o odpravi privilegijev socializma in 20 let trajajoče tranzicijske za najmanj 80% prebivalcev škodljive tranzicije. Po hitrem postopku. Jaz upam, da veste, kaj to pomeni. Mnogi pa ne veste, da je lustracijski zakon sprejela pred približno pol leta Romunija. 1. septembra leta 2009 celo Makedonija. Tega v slovenskih medijih niste slišali. Morda tudi ne veste, da je popolnoma eksplicitna analiza pokazala, da vse vzvode odločanja v rokah držijo še vedno ljudje, kateri so nam vladali pred letom 90. In kako naj jih odstranimo?
Z rokami. Ker smo demokratična država, ker se ljudstvo drži demokracije, se bodo umaknili s pomočjo zakona. In ta zakon je pripravljen. Na nas je samo, da ga sprejmemo. Oni ga seveda ne bodo. Druga točka. V primeru poskusa kakršnega koli oviranja pri sprejemanju zakona po hitrem postopku strani oblastnikov je v drugi točki zapisano odločen, enoten, neomajen ter množičen upor, s katerim bomo onemogočili vsako odločanje o naši nadaljnji usodi obstoječi politični nomenklaturi, kasti, ki nam je ukradla državo. Tretja točka. Postavitev vlade po volji ljudstva, ljudovlade. Treba je vedeti, da v Sloveniji imamo drugorazredne državljane. Teh je približno 80%. V zadnjem času vse raziskave kažejo, da te oblastnike podpira 18% prebivalstva. Vsi ostali smo pa drugorazredni. In to razmerje je potrebno obrniti. Iz kadrovskega bazena 82% deprivilegiranih je nujno izbrati ljudi, ki bodo v sozvočju z ljudstvom vodili to državo. Tudi zato obstaja načrt, kako do tega priti. No in ta tretja točka pravi, ki bo izbiralo kandidatke in kandidate potem, ko se bodo morali kvalificirati na liste političnih strank preko zahtevnih, strokovnih in etičnih kadrovskih meril, enakih za vse. Uvedena bo prava ljudovlada, demokracija. Postavili bomo nove temelje in spodbudili razmah neposredne demokracije. Četrtič, vzpostavitev pravne države. Po potrebi tudi s pomočjo tujih strokovnjakov, da bo v strokovnih in neodvisnih preiskavah ugotovljena in v sodnih postopkih dokazana krivda vsakomur, ki je v preteklosti ravnal protizakonito. Tako bo vse pokradeno premoženje vrnjeno predhodnim lastnikom, ljudstvu in oškodovanim posameznikom. Vsi zastaralni roki za storjena kazniva dejanja iz naslova gospodarskega kriminala, iz kakršnega koli drugega oškodovanja ljudstva in iz obdobja od 15. junija 1998 do danes bodo ukinjeni. Po strokovnem pregledu in predlogu ekspertnih strokovnjakov prava, upoštevajoč pripombe ljudstva, bodo ukinjeni tudi členi zakonov ali celotni zakoni, ki so se v praksi pokazali kot državljanom škodljivi, diskriminatorni in neživljenjski. Na primer zakon o lastninskem preoblikovanju, nerazumne kazni za prometne prekrške. V največji možni meri bodo popravljene krivice vsem iz obdobja od leta 1941 do današnjih dni, ko je pri nas brez predaha divjala tiranija organiziranega državnega kriminala nad drugače mislečimi. Petič, razpad oblastniških lobijev se bo zgodil samodejno ob odhodu osrednjih kreatorjev zdajšnje demokrature z najvišjih položajev v državi, po kriterijih zakona OPS in z vzpostavitvijo neodvisne pravne države. Oblastniški lobiji ne bodo imeli več nikakršnega družbenega vpliva, ki so ga načrtno vzpostavili dolgo vrsto let v obdobju popolnega totalitarnega režima. Ta se leta 1990 niti kasneje ni prekinil, marveč se je do danes samo okrepil. Kadrovska prenova naše družbe. Šestič. Na vseh nivojih delovanja države bodo izvedene temeljite racionalizacije in nove kvalifikacije vseh kadrov. Edina merila za zasedbo katerega koli delovnega mesta bodo zgolj strokovne, moralne in etične reference ter kompetence posameznic in posameznikov. To bo pomenilo kadrovsko prenovo naše družbe in bo podlaga za zagon vseh slovenskih intelektualnih ter gospodarskih potencialov doma in v tujini.
S tem bodo dani pogoji za razcvet našega gospodarstva, nova delovna mesta, zmanjšanje davkov in blaginjo za vse delovne ljudi v Sloveniji. In sedmič, moralni, etični oziroma duhovni preporod naše družbe se bo zgodil postopoma ob izvedbi pričujočih programskih usmeritev. Dosegli bomo, da bodo poslej zares od ljudstva izbrani voditelji v vseh pogledih pozitiven zgled v spoštovanju moralnih in etičnih vrednot in bodo delovali v sozvočju predlogov in pobud ter pričakovanj spoštovanega in ljubega slovenskega naroda. Naj živi! Brez dolgovezenja, 7 točk programa narodne enotnosti Zedinjena Slovenija, ki je na nas, da ga spravimo v praksi. Tukaj lahko date svoj podpis za podporo, če se seveda s temi točkami strinjate. Nihče ne bo teh podatkov zlorabil, ampak to je začetek. 17 podpisov se je zbralo že danes, ostali se verjamem še bodo. Pustite svoj mail, obveščali vas bomo o nadaljnih postopkih. Že jutri, ko je delovni dan, bomo v parlamentu vložili pričujoč zakon in verjamem, da bodo mediji o tem zakonu poročali. Hudo dvomim. Lahko jaz sem nekaj Izvolite. se upravičujem. Če smem, možete dovoljno. Ne treba, da vam dovolim. Ja, ponovati že parkrat sem bil prej, se upravičujem. Jaz bi, ne vem, take ljudi, kot je gospod Trohar, jaz mislim, da takih ljudi manjko v Sloveniji, zelo manjko. Samo, da ne bi razpravljal o teh zakonih, jaz bi sam to prvega rekel. Zima, da sva država samoumikla. Samo najin zakon je tist, kar sva se mi dva dogovorila. Se pravi, če mi 20 oziroma vi, če teh 17 ljudi, ki je zdaj že podpisalo, prav nek zakon nekomu usili, to je isti direkt, kot je Sarkozy zdaj recimo šel Gaddafija bombardirati, pa si sprot v avionu še zakon zmisli, po kakšnem zakonu mu bo vse pokradil, po kakšnem zakonu bo temu na glavo spustil, po kakšnem zakonu je ta terorist in tako naprej. Zakon mora biti tak, se pravi, da ga vsak sam sprejme. Jaz ga sprejmem nek zakon zaradi tega, da bom preživel. Vi verjetno pa tudi, oziroma da bo bolje preživela. Veste, tak zakon, ki ga bojo vsi sprejeli, kot ste vi rekel, ni. Važno je, da je zakonodaja poštena in to je bilo noter povedano. Poštena zakonodaja se pa ve, kaj je. V srcu jo čutimo, tudi narodno zavedni ljudje pa sploh. Glede, jaz vas zelo cenim, Ko smo že tukaj se zbrali, Ne, jaz se bom samo na to prvo ustavil. Obješi, ko imate prvega razčistili, gremo pa na naslednjega, ne? in moram vam povedati, tudi v moji knjigi, Črnogledi ki humoristi. izrazito nisem jaz, nisem črnogled, daleč od tega, da to, sem črnogled. kar je bilo do zdaj zamolčano. Slovenska zgodovina je zamolčana. Jezikoslovje pa lažno poroča o slovenskem Črna barva jeziku. pomeni, da se človek pripravlja Slovenski jezik je unikum, lahko rečemo kar na svetu. Daleč najboljše ohranjen slovanski jezik. Zdaj ste ga prečitali. In naše korenine, tukaj imate dokaze v teh knjigah, segajo že v 10. tisočletje pred Kristusom. Tisti, ki je zainteresiran, Jaz sem zelo vesel, glejte. za njih jih lahko dobi tukaj po znižani ceni. Hvala lepa. Pa tega lotil. In je to čisto v redu. Sej ni sam. Smo za Vi ste njim. edini, ki ste se izpostavili, ne? Recimo, En se more. En Mi se se pa more. tudi izpostavljam, ampak v napačnem smislu. Jaz sem se 14 dni tamle izpostavil, Vi me lahko pa zelo so takoj gospodje odvrnite, tamle sem iz rekel, medijev sem ne vodili zažejem, mene, takoj pa so se grem, mi ne. smejali. Jaz vam samo Ne gre- vašo Ja, napako ne gre prepovedujem. za Lahko to, se pa da motim bi to in javite, ne? dam za let Ja. takoj 1000 evrov, če se res motim. Glej,
Če se res motim, tam ven zelo takoj Potem, ko je pa bil, ki so imeli pa obrtniki zbor, ki sem imel govor, ne, je pa gospod iz RTV-ja prišel pa me zaručal cukov, pa je rekel, pejte mi, boste dal izjavo. Pa je rekel, lejte, takole vam jo bom dal. Ne provociram, se bom umaknil. Prvič, ko ste me zaprosili, zdaj gremo. Hvala, da ste mi povedal. Lahko je sram medije, kar delajo z ljudmi in kakšne informacije nam sporočajo, samo negativne. O pozitivnih sploh ne znajo več nič povedati, čisto nič. Ja. O mojih knjigah že ne bojo poročali, ker to je izrazito pozitivno za slovenski narod. Ja, seveda, kar jim je dovoljeno. Uredniki pa pač dobivajo navodila po telefonu, kaj smejo in kaj ne smejo, ne? Ja. In to je javna radiotelevizija, ki jo vsi mi financiramo. Bravo! Čista desetka! Pop TV je vsaj toliko bil fair, da je dvakrat ali trikrat celo objavil moje izjave, ki sem jih dal tukaj jim. Mislim, kar se pa tiče RTV-ja, pa sramota, poden od podna, ni kaj. Škoda, da ste sploh tam, neki raziskovalni novinari, pa ne vem kaj, raziskujete pa kaj, sami sebe. Ja, režimska, ja, točno tako. Tako kar greste, mediji. Raziskovalno novinarstvo je že 10 let mrtvo. To vemo vsi. Ja, bi radi spet, da bo bolj rezan, pa ne vem kaj delaš. Lahko kar greste, mediji, kar. Ne bo nič. Tam pejte rit liza tonim urednikom vašim. Ja. Ja, malo se pogumnih, ja, res, zelo malo. Ko imate jajca, da se upate izpostaviti, pa kaj objaviti. Ja, da malo izsilite. Drugače se pa vsi, bom rekel po domače, ne bom raj rekel izjave, no, škoda. Če se spomne kdo pred 20 leti, čez 2 meseca bo 20 let. Smo tukaj stali s ponosom, ko smo nekako na novo formirali državo Slovenijo. Spomnite se to, zdaj pa primerjate tisto zadevo z današnjo situacijo, ki je in se tiče nas vseh. Obubožali smo skratka vsi. Lahko povem, če je toliko tisoč ljudi na Zavodu za poslovanje, seveda proizvaja nihče od česa, ampak ko so nas prisilili, da ko živimo potuhljeno ali pa v tišini, samo da prejemaš tisto minimalno eksistenco, čeprav tudi kdor hodi v službo dobiva minimalca, da iz rok v usta živi. A smo mi to pred 20 leti tukaj prisegali na to, da so zakone spisali za to, da so lahko legalno kradli nas in Slovenijo prodali za bagatelo. In temu je treba narediti kraj, konc s tem. Bravo, bravo. Sem bil med prvoborci veterani za Slovenijo, katere so nas odrinili, kot da smo pač kanon futer, ko pa nas ne rabijo, nas pa zavržajo. Ampak z našo pomočjo so oni prišli do tega. Tako, da vidite vsi. Ja, žal, obljubljali so nam takrat Žalostno, na stara leta, da se ukvarjam s to zadevo, namesto da bi se ukvarjal z vnuki. Tako. To je z moje strani. Je pa še nekaj, da še danes ne vem, kako bo z mojimi vnuki, a bomo na moj račun živeli, dokler bom jaz živ. Je tudi to tisto. Sramota. Sramota za našo državo.
Osamosvojitvi so nam obljubljali Švico, ampak od te Švice je ostal samo Švic. Žal za večino nas. Ja, oni imajo hujške Švico. Ja. Predsednik države je včeraj izjavil, da je treba končati z tranzicijsko navlako. Da je treba narediti prelom s tranzicijsko navlako. Seveda pa ni povedal, da je ta tranzicijska navlaka tudi nomenklatura, ki je leta 90 uzurpirala oblast in je zavozila še en grunt. Zavozila Jugoslavijo in zavozila je zdaj tudi Slovenijo. 200 milijonov evrov na mesec manjka v proračunu za izplačila penzij, za izplačila socialnih transferov in vsega tega. Za 200 milijonov evrov, to oni priznavajo, se treba zadolžiti na mesec. Dejansko je pa to veliko več. Dejansko je pa to veliko več. Zdaj pa si zamislite, koliko časa bi doma vozili z tem, da imate, rečemo, 5000 izdatkov, pa 3000 prihodkov. Dolgo ne. In seveda je vse na prodaj. V zadnjem času so prodali, oziroma prodajo še 7 slovenskih gradov. Zdaj se pa treba vprašati, od kje dobijo te kredite na lepe oči. Nekdo zelo z veseljem daje kredite Sloveniji. Avstrija, Italija, Nemčija, pa še kdo. Kaj mislite, zakaj? Ker jutri pač ne bomo mogli vrniti. Luka ima pa slabe rezultate. Luka Koper. 2 milijona evrov minusa. Mogoče pa jutri ne bo več naša. Slovenija ima pa geostrateški položaj. Mimo Slovenije nihče ne more. Tukaj je križišče, srce Evrope. In tega naši janičari niso nikoli znali izkoristiti. Ampak so nas potisnili v EU, v NATO pod nemogočimi pogoji. Poglejte naše kmetijstvo. Bili smo 60-70% samozadostni. Danes kupujemo v šparih, leklerkih, ne vem kje še vse, robo, katera je strupena. Naše kmetijstvo pa propada. Iz vasi se ljudje seljujejo v mesta, v mestih se pa mešajo geni. Seveda, zakaj? Slovenija je moteč faktor. Slovenija enotna, sposobna, učinkovita, uspešna, je moteča. Mi bi morali postavljati pogoje Evropi. Velikem Evropi, kateri tukaj nadaljujejo Hitlerjevo delo z drugačnimi sredstvi. Včasih z orožjem, danes z denarjem. To je problem. In ko bomo to razumeli, bomo tudi kaj naredili. Če ne bo prepozno, danes začenjamo ustajenje naroda. Veste, koliko nas je? Čist dovolj. Ni panike. Ko boste nesli naprej, ko boste zbujali druge, to je naša naloga danes. Nikoli ni, tudi Berlinski zid niso podrli posamezniki, ampak so se 20-30 let prej zaganjali v njega, dokler so množice pogruntale, da bi ga bilo fajn podreti. To je to. Veliko stvari je. Naprimer, bivši predsednik Milan Kučan je izjavil, da je mati vseh afer orožarska afera. Je afera, velika, nerazčiščena. Polno dokumentov je v parlamentu, ko jih treba dvigati pa pogledati. Še vedno imajo gor oznako zaupno. Ampak ena afera, na kateri se ni postavila pravna država, gre iz leta 1945. Takrat so na pohodu na totalitarno oblast pobili velik del slovenske inteligence. Podjetnike, tovarnarje so pregnali
jih razneslili in nagnali. Si predstavljate, da danes vam nekdo to naredi? In to pod krinko narodnega izdajstva. In mogoče bi domobranci celo priznali, da so bili na napačni strani. Ampak tega niso mogli narediti, ker so jih pobili brez sodbe. In tam, na teh umorih, gospe in gospodje, se ni postavila pravna država. To je točka 1. Druga je gotovo orožarska afera. In tretja je gotovo divja privatizacija, s katero smo dobili v Sloveniji ne kapitalizem, špekulativne kapitaliste, kateri so polastnili v trenutku življenj generacij pridnih ljudi. Mi moramo za kruh fehtati. Točno. Vse več je takih, ki morajo za kruh fehtati. Pa poglejmo še majhno vzglede. Kaj gledamo na televiziji vsak dan? Prepir, krek, metanje polen pod noge. Pa kriminal. In kriminal. Kako mislite, da razmišlja mali človek? Nasadi soseda, skrega se s prijateljem. To so vzgledi. Zakaj delo ni vrednota? Se nam vendar kažejo vedno tiste, ki so se znašli v življenju. In kaj mali človek pravi? A jaz bom pa delal. Treba se znajti. Če bi nam kazali na televiziji, ja, na kamerah, ljudi, ki delajo vsak dan, naprimer podjetniki, ki zjutraj v 5 vstajajo, ki se borijo za življenje, pošteno plačuje davke, potem bi tudi vsi drugi razmišljali, treba je delati, brez dela ni nič. Zakaj to počnejo? Zato, ker hočejo razkriti to družbo. Zakaj je vse več kriminala? Nekaterega celo dopuščajo. Oni želijo, da bi mi vsi majhni špekulanti, vsi majhni lopovi, da potem ne bi mogli njim nič očitati. Načrtno to počnejo. In seveda, polne zapore imamo kurjih tatov. Zakaj? Zato, ker tam male polovijo. Točno. Logično. Ker imamo dvotirni pravni sistem. Tega ja, za nič. Tak je ukradel tovarno. Kaj policisti? Koga ste prijeli? Staro Koga mamo. ste prijeli? Mene? Mene ste preganjali 6 let. Mene je bilo sram to uniformo nositi. Služite kasti, ko nam je ukradla državo. Kaj nas stražarite? Nikomu reč nočemo. Niti vaši kasti ne. Ampak šli bodo in ponovne kadrovske selekcije bodo. Nič več vest in poznanstev. Kar znaš, to veljaš. Pravilno. Tako bo. Še, izvolite. Šiško, na vrsti si. Lep pozdrav vsem skupaj, vsem, ki ste se danes zbrali tukaj, na tem mestu. Malo bo 20 let, ko so nam tukaj rekli, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Gospod tovariš nam je takrat povedal, da smemo sanjati samo en dan. Naslednji dan smo bili v vojni. Osebno sem vodil specialni vod 711. odreda teritorijalne vojne, teritorijalne obrambe, v katerem so bili sami prostovoljci. In lahko vam povem, da niti eden med njimi danes te države nima za svojo, ampak ta država je naša.
Ukradli so nam jo, gospodje tovariši ali tovariši gospodje, tisti, ki so enkrat eno, drugič drugo. Tisti, ki so preko naših hrbtov prišli do tega, kar danes imajo, ki so čez noč zavrgli vse svoje tako imenovane vrednote in ki, verjemite mi, jih je pogosto v tej stavbi, ko je treba odločati o tem, kako bomo živeli, jih je mnogo manj, kot je danes vas tukaj. 10, 9, 11 jih sedi v dvorani. In oni odločajo o tem, kako bomo živeli mi vsi, 2 milijona ljudi. Gre enostavno za navadno roparsko tolpo. Za ljudi, ki so pokradli vse, kar so ustvarili naši starši in pa seveda generacije, ki danes še vedno delajo, če imajo možnost delati. Kajti mnogo preveč je takšnih, ki nimajo nobene možnosti, da bi delali. Tako, želeli bi delati, pa ne morejo, ker so jim gospodje tovariši to onemogočili. Zato potrebno je samo spremeniti nekaj malega. To je tem ljudem, ki so velika manjšina, je treba odzeti njihove privilegije. Seveda, tega ne bodo kar sami od sebe pustili. Tako. Za vse večne čase jim je potrebno prepovedati, da se kdorkoli od njih, kdorkoli ukvarja s politiko, da kdorkoli od njih odloča o tem, kako bomo živeli mi. In na vas danes tukaj zbranih je, da to misel širite naprej. Verjemite, kmalu bo ta trg premajhen. Ti gospodje, tovariši, pa ne bodo vedeli, kam naj pobegnejo. Ampak nikamor ne morejo pobegniti. Do konca življenja naj prejemajo socialno in naj delajo 12 ur na dan. Pa še ne bodo mogli niti delčka te škode, ki so povzročili, vrniti vsem državljanom. Jaz ne bom predolg danes, ker ni potrebe. Tukaj vas je še mnogo. Povejte, kar mislite in dajmo skupaj stvari peljati naprej. Verjemite, da lahko marsikaj naredimo. Dejansko zedinjeni zmoremo vse. Hvala lepa. Jaz nočem govoriti, jaz bom preveč povedal. Jaz se v sebi njih popoštujem. Ne, naj grejo tam, miši luknu. Finančna situacija. Ne, nočem govoriti. Ajde, Zoran! Ne grem. Ajde, Zoran. Ne, jaz imam brahut jezik, ne bom nič govoriti. Ajmo, Zoran. Ne. Pol me lahko zaprejo. Več se ne boj. Ne, sem bil 3-krat zaprt, kam me kurs interesiral. Ne, jaz še dobim 3 meseca, bom na vece školi pisati. Ne pa v celici. Pozdravljeni, jaz ne bom tako glasen. Glasni boste vi čez 3-4 mesece, ko bo zmanjkalo sposojenega denarja, ko bo država šla po poti Portugalske, Grčije in mogoče 3 mesece kasneje, ko bo šla po poti Romunije. Če komu slučajno še ni jasno, kaj je pot Romunije. Romuni so s svojimi krvniki obračunali. Ta glavnega so obglavali. To vas čaka, tovariši. To nas čaka vse. Čaka nas lahko ponovitev Bosne v malem,
namreč državljanska vojna tukaj znotraj, zaradi tega, ker se bodo šli tisti, ki so narod okradali, ogoljufali, unižali, reševati tako, da bodo klali narod, koliko so ga enkrat že klali. Rado se vsakmu, ki ne razmišlja enako, kolikor je na liniji, kolikor je bilo svoje čase na parsijski liniji, obklada z neko belo gardo, pa ne vem še s čem. Ni res. Ljudje smo, ki smo se borili za Slovenijo, in ljudje smo, ki se ne postojimo poneumljati, nobenemu več. In čas je, da se zaveste, kam smo prišli. S tem, ko smo verjeli, da so rezultati volitev korektni, ko nam kradejo že na volitvah, da ko smo verjeli, da so tiste stvari, ki jih sprejemajo parlament, sodstvo in še kdo, korektne, ko nam kradejo pred golimi očmi, ko se sodniki ne držijo lastne zakonodaje, ali pa se jo držijo samo tako, odvisno za koga gre. Lani so me zbrisali. Zbrisali samo z Facebooka, zato ker sem si upal omeniti, da treba afero Bullmastiff raziskati. Ne, to pa ne. Naši so vmešani. Koga brigajo ubogi psi? Naši so vmešani. Kaj delajo naši? Kradejo čudne spolne prakse, zaradi katerih se nam reži danes cel svet. Prišli smo med prvih 10 najbolj nenavadnih, najbolj nemogočih držav na svetu. No, se to ni nič hudega. Se na prvem mestu v podavkih smo pa že itak lep cajt. Ne gre več tako. Prekinemo lahko zadevo zlepa. Danes smo tukaj zato, da pozovemo tiste, ki nam zadnjih 20 let brujijo življenje, da odidejo zlepa, da razpišejo svobodne volitve in da medijem pozovejo, da dajo vsem opcijam možnost predstaviti svoje programe. Ne več po sistemu rdeče-črno, belo, rdeče ali kakorkoli že, ampak po sistemu, kdo ima konkreten program za izhod iz krize. Kučan trdi, da ga nima. Turk je včeraj povedal, da ga nima. V parlamentu razlagajo in pred vami novinarji razlagajo, da ga nimajo. Zakaj pa ne stopimo skupaj tudi tisti, ki ne mislimo enako enosmerno, pa damo skupaj programe, pa vidimo, kdo ga ima. Ker če iščemo samo to, kdo ga nima, nismo prišli nikamor. Hvala. Zgodili praznike velikonočne, pa danes pa prvomajske, pa so šli avione, pa se zdaj pogledali, pa se nosijo. Jaz bi sam še tole dodal, bi nadaljeval, kjer je gospod končal. Na tem mestu bi pozval vse vodje civilnih iniciativ, združimo se, najdimo skupne točke in naredimo temu danes ali pa jutri konec. Bom pa še jaz par besed povedal, tudi jaz nisem prav glasen. Najprej bi opozoril na eno malo nedoslednost pri programu. Namreč govori se o pravni državi. Zamenjajte pravno z pošteno. Ker pravniki zavestno nočejo vedeti, da je pravo tisto, kar je prav, to se pravi pošteno. Mimogrede, najbolj pravno državo je imel Hitler, ki je zakonito pobijal Žide in Slovane, in Stalin, ki je delal še slabše, da ne govorim kaj o gulagih in tako naprej. Še eno reč bi povedal, namreč država. Država smo mi, država je ozemlje, država je gospodarstvo. Tisti, ki delajo narobe, so državna oblast in ti kradejo, ne krade država. Prav pa je, da so nam država pokradi, namreč nas so pokradi. Še ena bistvena zadeva je treba povedati o sedanji oblasti. Bistvo sedanje oblasti je kaj? A kdo ve slučajno? Rob! Laž. Točno to.
laž, dobro, v raznih oblikah, laž. Laž pri kraji, laž pri lastninjenju, laž pri narodu, laž pri zgodovini, povsod same laži. Ampak če so laži 1000-krat ponovljene, ljudje počasi smislijo, da je to res. Mi smo tisti, ki moramo povedati, kaj je laž in kaj je resnica. Če bomo to dosledno uresničevali, potem se nam obetajo lepi časi. Bravo. Jaz bi še nekaj dodal, pa navezal na tega gospoda, ki je zdaj tole povedal. Jaz sem pred 14 dnevi bil v državnem svetu, ko se je govoril o Teš v Šoštanju, termoelektrarni in te stvari, ne, in ko je gospod razlagal, ne, da je država kriva za to, da je stanje tako in uno in tretje, sem se oglasil in sem mu povedal, sem rekel, gospod, jaz sem tudi država, pa nisem čisto nič kriv, ker nisem nič ukradel, nič nisem storil slabega, sem rekel, vsi tisti, ki pa so to storili, imajo priimke in imena in takrat so vsi utihnili. Bravo! To je treba razmišljati. Kje cenar je vaš? Pa cenar. Povejte, kaj so vam naredili, kaj ne poveste? Glejte, še eno reč bi povedal. Nekaj relativno hudih obtožb je bilo glede novinarjev. Novinarji so ljudje kot mi, so v kotlu tako kot mi in so seveda odvisni od svojih delodajalcev, tako kot tisti, ki so zaposleni. Edini tisti, ki niso zaposleni, pa recimo upokojenci, ki sem jaz, smo malo bolj svobodni. Tako da to morate gledati realno, kaj se da, kaj se ne. Jaz sem dolga leta vodil Združenje za demokratizacijo javnih glasil, dobro vem, kakšne so razmere bile in kakšne so danes. Treba je upoštevati tudi njihove možnosti. Res pa je, gledajte, nekaj vam bom povedal. Ko sem bil v vojski, smo imeli kapetana, ki je bil hud komunist. Ampak, mi smo bili komandni vod in je rekel, kad vi berete novine, ne čitajte ono piše, što piše. Čitajte ono što piše između redova. A novinar nije smio da objavi. Vidite, v vojski nam je to povedal. In tudi danes morate poročila in razne te novinarske zadeve brati tudi med vrsticami. Bistvena zadeva ni v tem, da nimamo pravne države. Problem je v tem, da so legalnost spremenili brez legitimnosti in ukradili so narod. Hvala. No pa še nekaj. V demokracijah je bistveno, kdo ima kapital. Kolega je povedal, da so nas pokradili. Se pravi, mi nimamo kapitala. Kdo pa ima kapital? 80 do 90% kapitala imajo bivše strukture. Komunistični podmladek, taki ali drugačni obliki. Pa že privilegije imajo. To je bistvo. Namreč tisti, ki ima kapital. Poglejte, kaj pišejo naši mediji o Italiji, ker Berlusconi lahko kupuje medije. Pa nas ni treba, da kupuje medije, pa nas je dovolj telefonček. Ali pa, halo, saj veš, tista reč, no, bo že napisal, koliko je prav. Ni treba nič kaj dosti povedati. Navezal se bom na njegove besede.
Kapital je le eden produkcijski faktor, drugi so tudi delo, zemlja, se pravi znanje. Bistvena zadeva je, da so vse ostale produkcijske faktore razvrednotili, ampak oni v osnovi sploh nimajo kapitala. Kapital so ukradli in je fiktiven. In na račun fikcije ustvarjajo obresti. Se pravi, spremenili so se iz marksistov v najbolj pohlepne, sužnje lastniške, kako bi rekel, strukture. Bravo! Bistvena zadeva je, da moramo razumeti, kaj je uspešnost in kaj je učinkovitost. Vsi te strukture, ki tlačijo, so lahko učinkovite, niso pa uspešne. Hvala. Si ga zamenil tam? Ja, zdaj sem v sivo-črnih barvah, veš tako. Sam ena konjska moč mora biti, veš, da ga pogajna, ne? V tem je sam problem, nič drugega. Podpišem jaz, sem ne moč govoriti. Poljet, predačke. Mislim, za mene navadne meč. Ja, jaz bi vas zdaj tukaj na tem mestu povabil, ker 1. maja bo tukaj še en shod. Pridružite se še takrat. Ja, samo naj bi bilo več ljudi. Ja, bo. Obljubljajo, da bo. Jaz bi to želel, da bi bilo več. Obljubljajo, da bo.